The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Torej, danes se kle oglašava iz Vilobara z najboljšim fiterjem za mene, no, tako, najbolj prijaznim fiterjem, tako bom rekla, no. Verjetno ostajajo tudi še boljši, ampak najbolj prijazen pa sigurno je Dejan Vračič iz Maribora, je prišel do nas. Tako da zdaj smo na snemanju zvodne, moraš malo, da se te nav preveč slišali od zadnji, bi sam večkrat za zvok. Gremo v podcast, posnamemo, če imate vprašanja, če so nanašajo na temo, o kateri govoriva, dajte kar se oglasiti, mogoče sproti, da ne boste pol pozabili, kar ponovadi pol pozabimo, ta vprašanja pa so mogoče pomembna. No, če je tudi kako drugo vprašanje, tudi ni problema, ne, bomo tudi odgovorili. No, na koncu pa vsa vprašanja, ki se vam bodo mogoče zazdela še bolj pomembna. Torej, Dejan nastavlja kolesa, se pravi na našo pozicijo, kaj je bike fitting, boš pa ti povedal čist na hiter, na najbolj osnoven oziroma nastavitve kolesa, kaj to sploh je čist. Prvo kolesar, ne? Torej prvo sem kolesar, to je primarna stvar. Tako da pa me je pot zapeljala v vode tega nastavljanja koles. Tada, tu sem se nekje našel, tada združiti hobi s poklicem, jaz mislim, da je ena najlepših stvari v življenju. Tada, če lahko nekaj delaš z veseljem, pomagaš ljudem, pa še od tega normalno živiš, jaz mislim, da si kaj več v življenju niti ne moramo želeti. Ne? Torej, sam kaj je pač bike fitting. Jaz vem od malega, ko sem jaz začel voziti, pač tega ni bilo. Dobo si kolo, čevlje, zdaj pa tu imaš, nastavi si, kak veš pa znaš. Ne? Pač smo probavali na razne načine, greš na kolo, vzemeš imbus ključe, se ustavljaš, popravljaš pozicijo, je vredi, poslušaš občutek. Ne? Danes pa se je ta stvar že dokaj fejse razvila. Ne? Teda je že postala že prava ena mala znanost okoli tega. Ne? Teda, kaj je bike fitting? V bistvu, bike fitting je, če tako povem po domače, je zlitje telesa s kolesom. Ne? Torej, nastavimo kolo na kolesarjeve mere, na kolesarjeve potrebe, torej želje, teda v bistvu prilagodimo na njegov način vožnje, želje, cilje. To je to. Torej, prva stvar, jaz vedno pravim, preventiva, torej da ne pride do poškodb, udobje na kolesu, kontrola kolesa, pa izkoristek. Ne? Teda nastavite pri tekmovalcih, rekreativcih, amaterjih, postopek je enak. Ne? V bistvu gre se potem, recimo rekreativci se gre bolj v udobje, v tekmovalci pa se pač moče žrtvuje malo udobja, pa se gre pač v izkoristek. Ne? To je taka neka največja razlika, ampak postopek je enak. Ne? Torej, isto se posveti vsakemu. Ne? Torej, ni razlik, vsi smo na koncu kolesarji. No, vse to je predvsem, da se upoštevajo te želje, ne, se pravi, ti zelo upošteva želje, kar sem jaz pa tudi videla pri sebi lahko, da res upošteva želje tistega, kar kolesar si nekako zaželi, kar ti pove. To moram reči, da... Se moraš prisluhniti, ne, kolesarju. Tako, mislim, ste tudi lahko videli en posnetek, ki je bil, kjer sem bila izpredajana na podcastu in sva se res imela dober, res tak sproščeno vzdušje, imaš res dober občutek, da ti pač nekdo res hoče pomagati. Dejan tudi vse prikaže zelo natančno, ima tam skelete, okostja, kjer vam zelo... Meni je tudi cilj, da torej, ko upravljamo tale nastavitev kolesa, torej, da stranki razložimo stvari. To je, jaz mislim, da meni osebno je to najbolj važna stvar. Torej, da se mu postavi postopek, zakaj smo to stvar naredili, recimo včasih moramo zamenjati kakšno komponento, torej ali sedež, nosilec krmilo, ploščice, mislim, tu je ogromno možnosti pa variant. Teda, hočem tudi utemeljiti nekomu, zakaj je potrebno nekaj zamenjati, ker če to stvar ne zamenjamo, potem ni tisti 100% učinkovitost fittinga. Ne? Teda, včasih ni neka želja prodati nekomu, ampak včasih moramo neko stvar zamenjati. Danes sem imel stranko, sem isto razlagal, sem rekel, meni je najlepše, ko nekdo pride, da ne rabimo nič zamenjati. Ne? Torej nima nekih dodatnih stroškov, že v osnovi kupi kolo, ki je primerno za njega, komponente so primerne, teda v bistvu samo nastavimo. To je že en dober znak. Pa se zgodi, da ni treba čisto nič razstaviti. To skoraj verjetno... Mislim, se je sigurno v teh 15 letih zgodilo, ampak
če se da neko stvar optimizirati, izboljšati, zakaj pa ne. Ampak se tudi zgodi, včasih tudi kdo pride z redovednosti, pa ga nič ne boli, recimo na kolesu vse v redu počuti, ampak hoče imeti neki dokaz oziroma neko potrditev, da si ne dela škode naprej. Torej, pride, preverima, je vse v redu. Vse včasih so milimetrski pomiki, včasih so pa tudi centimetrski pomiki. Teda, to je čisto individualno, pa čisto različno. No, verjetno je tudi to možen, da se danes počutiš na kolesu mogoče čist dober, te nič ne boli, ampak dejansko si čist narobe postavljen in se lahko v bistvu dela škoda na nek dolgi rok. Ja, se to je tudi tako, torej nekdo lahko ima napačno pozicijo, pa vozi, pa ga nič ne boli. Teda, dokler ti delaš 1000-2000 km, še nekako telo pokompenzira neke stvari. Kako pa mi začnemo daljše vožnje delati, intenzivnejše, se pripravljamo kakšne dirke, takrat pa pridejo te nepravilnosti moče do izraza. Je pa to spet odvisno od telesa, teda neko telo prejavi, neko telo sploh ne javi problemov, teda to je res, da vsako prije na nastavitev ga jemljamo kot nek individuum, teda ne moramo delati po nekem kopitu. To je tako, kaj jaz skozi pravim. Se pravi, če delate 2000 km plus na leto, je res fajn narediti bike fitting za kolo. Mislim, da se vam kolo prilagodi na vaše telo, zaradi tega, ker mislim, da če so to, kar si ti rekel, manjše razdalje, mogoče res to ni toliko smiselno, ampak če se pa že toliko veliko voz, ponavadi, kadar se toliko veliko vozite, tudi slej, ko prej pridete do novega kolesa, si kupite nov kolo. In zdaj kaj ti svetuješ, da pridejo do tebe, preden grejo po novo kolo ali da grejo najprej po novo kolo? Ja, to je čisto različno. Nekateri že imajo obstoječa kolesa, pa takrat se opravi... Recimo, zdaj imaš obstoječe kolo in hočeš kupiti novega. No, to je idealno. Se pravi, prideš, preden greš v trgovino, svetuješ, da prej pride, preden gre kupiti kolo do tebe. Če ima on kolo, že obstoječe, je pač fajn, da pride, da naredima tale nastavitev kolesa, torej fitting. Takrat jaz dobim vse njegove telesne karakteristike. Se pravi, na starem kolesu. Ja, na starem. Ja. Torej dobim vse njegove telesne karakteristike, torej poškodbe, problemi, ful dosti vpliva tudi, kakšno službo ima, če se s kakšnim športom prej ukvarjajo, inštrument, telo se pač prilagaja na vse stvari. Teda jaz ga pač nekako celotno obravnavam, to je, da dobimo njegove vse telesne mere, karakteristike, potem pa tudi lažje določiti velikost okvira oziroma velikost geometrijo kolesa. Teda, je pa to i tak, vsak ima drugačne želje, nekdo hoče tekmovati na kolesu, nekdo hoče samo uživati na kolesu. To se danes je teh poplava, teh različnih geometrij kolesa. Včasih je to bilo eno kolo, si kupa, pa je to bilo to. Danes pa priješ v trgovino, pa tako malo gledaš, kaj pa bi jaz sploh imel, pa ponovadi kupuješ po izgledu, pa kaj ti je všeč, namesto po namembnosti. Pa denarju, pa vsemu skupaj, ja. Jaz pravim tako, vprašaj se, kje boš vozil, koliko boš vozil, kaj hočeš od kolesa, ali hočeš tekmovati z njim, ali hočeš se udobno voziti, ali ti je kolo kot nek rekvizit k drugemu športu. Tu so različne variacije, kaj nekdo želi. Jaz svetujem, da če ste pred kakšnim nakupom zdajle mogoče kolesa, ker se zdajle dosti kolesa kupujejo, da greste najprej na bike fitting. Pa tudi ni nujno, lahko me tudi pokličejo, pošljajo neke določene telesne mere, pa to, da jaz dobim nek pogled človeka, kaj sploh želi, kakve so telesne, in potem jaz tudi lažje svetujem. Glej, vzemi mogoče ta tip kolesa, mogoče aerokolo ni zate, vzemi mogoče kaj bolj udobnejšega, kje boš vozil. Se pravi, ti tudi svetuješ lahko ljudem, kakšen kolo naj si mogoče kupijo. Ker ima si to, ti začetniki ponovadi se ne vejo, kaj sploh hočejo, oziroma kje bojo vozili. Ponovadi priješ v trgovino, te vprašajo, koliko si velik, in tu se konča cela stvar. Jaz mislim, da je zelo važno, kje se boš vozil, koliko se boš vozil, full faktorov vpliva recimo na pravilno. Tako da pravi kolesar, jaz sem doma, jaz sem 4 kolesa doma, pač imam za vsako namembnost imam drugačno kolo. Tako da pač... Tamle eno vprašanje. Ne, se ste že odgovorili, v bistvu, to pomeni, če en like, ki bi hotel začeti s kolesarstvom, kaj je? A je boljš, da gre prvo na bike fitting? Jaz nimam tega fiksnega kolesa, ampak jaz delam v bistvu nastavitve na obstoječih kolesih. Teda zdaj, če nekdo kupuje kolo, ali pa je prvo njegovo kolo, me lahko komod pokliče, pa mu pač svetujem skozi pogovor, kaj on sploh rabi. Oziroma mi pošlje geometrijo kolesa, kaj ga gleda, pa po tisti geometriji lažje vidimo, kaj je za nekoga recimo primerno. Ja, ampak zdaj recimo je kolesarstvo nekam vzponu v Sloveniji, vsi bi kar kolesarov, vsi bi Pogačarji, Rogliči, hvala Bogu.
ampak veliko jih začne iz ničle. Pač doma je imel BMX, to je bil edini ali pa ponija. Torej, jaz takemu svetujem tako, mogoče, da ker zdaj nekdo, ki izničle začne, mogoče sploh ne ve, kako dolgo bo vozil, pa koliko bo kolesaril. Teda, jaz vedno tako pravim, kupi eno aluminijasto kolo od začetka, ko mogoče ni cenovno toliko drago, ker kolesarjenje je tak, ne, ali te prime, pa si pečen, pa je gotovo, pa si zasvojen, ali pa vse skupaj prodaš, pa sveč hočeš videti kolesa. Teda vmesne poti ni. Teda, potem, če kupi eno aluminijasto kolo, osnovno pač ga proda, še neki denar normalni dobi za njega in si pol pač kupi, jaz pravim tak, za poprečnega rekreativca slovenskega, karbonski okvir 105 oprema je čisto dovolj. Mogoče investirati pol v kakšne boljše obroče, kot pa v boljšo opremo. Teda jaz mislim, tu do 2-3 tisoč evrov kolo je za 90% vseh amaterov, rekreativcev čisto dovolj. Ne. Ostalo je pa pol trening, telo, ne, tam pa se delajo razlike potem. Ne. Teda, v osnovi, če nekdo ne ve, ne, kupi mogoče malo nižji rang kolesa, pa pol vidi dalje, ne, skozi vožnjo, skozi občutke, pa pol si vzeme pač neko boljšo kolo. Ne. Ker kolesarjenje je tako, ali te zasvoji, pa si gotov, jaz pravim, da je kot droga, ali pa vse skupaj prodaš. Pa greš drug šport. Ponavad, zdaj smo v teh časih, da kar zasvoji. Zdaj, ko si glih v bistvu malo povedal, kako lahko svetuješ za nakup kolesa, pa mogoče zdaj na hiter malo, da poveš, kako izgleda pri tebi bike fitting. Zdaj jaz sem bila pri tebi, vem, da je bila v bistvu najbolj pomembna stvar, ki si jo zelo poudaril, je bil pravilen sedež. To je bilo res tist, ki si ti v bistvu, kjer si začel vse skupaj graditi in potem sva šla naprej. Zdaj pa mogoče nekje srce kolesa, ki je največ teže na kolesu, je v bistvu sedež. Teda, tukaj tudi najbolj lagodja, nelagodja, tako da ne vrti se zdaj vse okoli sedeža, ampak je kar pomembno del. Teda v bistvu kolo ima 3 stične točke, ne, s telesom, torej roke, ročke, stopala, čevlji, sedež, rit. Teda v bistvu to so edine 3 točke, ki jih lahko tudi premikamo ali pa zamenjamo, recimo. Ne. In tukaj se da največ poudarka. Ne. V predpostavki, da smo že v osnovi vzeli nekje primerno geometrijo. Ne. Tam pol lahko se igramo potem, ali spreminjamo pozicijo, ali pa spreminjamo komponente. Ne. Torej, kako poteka fitting? Pač treba se naročiti za termin, ne. Teda zdaj trenutno je kar včasih malo kakšna čakalna doba. Trenutno imam za enega fanta, kineziologa, Vida, ki skupaj pravimo te fittinge, tako da smo dva, tako da zdaj se je ta malo čakalna doba se malo skrajšala. Tako da pač naroči se za termin je stvar dogovora, se pač dogovori. Pripeljejo svoj kolo. Tako, čisto kolo pripeljejo, vzamejo zraven kolesarsko opremo, vse čevlje, kaj imajo, če imajo dodatno doma kakšno opremo, ki jim je odprej bila, kaki sedež, nosilec krmila, karkoli, če mislijo, da bi karkoli nama prišlo v poštev, vzamejo vse zraven. Torej, da imamo tam, ko pač delamo, da imamo pripravljene vse stvari. Torej, pride, opravimo na začetku en takšen osnovni pogovor, da se spoznamo, kavico naredimo, ne, da lepo sproščeno vzdušje. Mi napiše, če ima kakšne poškodbe, pove, kakšne so nelagodja na kolesu, potem se pa gre na tale pregled. Ne. Torej, pregled je, jaz mislim, da je ena ključnih stvari celega fittinga. Ne. Torej, tam mi nekako dobimo telesne karakteristike. Torej, kakšno sploh je telo, če so kakšne... Jaz lahko povem, da je res to, kaj je en pregled. Kada ste pri zdravniku, je tudi miza taka zelena, oblečena, kada ste pri zdravniku, da je hodil okoli z metrom, s kotomeri. Ni zdravnik, ampak hoš pa pregledane. To jaz tudi vedno znova poudarjam. Jaz nisem zdravnik. Torej, če kar takšnega najdemo, ga napotimo dalje, torej kakšnemu fizioterapeutu, kiropraktiku, ortopedu, če reši stvar, pride nazaj. Pač, je pa kar konkretni pregled. Tam se pogleda vse telesne karakteristike, dolžina mišic, fleksije, prejšnje poškodbe in na podlagi teh meritev se potem kolo prilagodi na uporabnika. Ampak spet upoštevajoč njegove želje kolesarja. Torej, ko imamo te mere, pa gremo na kolo. Teda prvo ga pogledamo vizualno, kako sploh sedi, kje sedi, kako zgleda na kolesu.
Tako da na začetku mu ne spremenimo kaj dosti, da jaz dobim neko vizualni vtis, kaj se sploh dogaja. Pogledamo, če prej najdemo kakšne asimetrije, krajša, daljša noga, skolioza, lordoze, tu se ogromno je teh stvari od našega načina življenja, to na koncu vse vpliva. Kolena, a ne gogi. A zdaj prišel kakšen tako krivljen, da ga nisi mogel nastaviti? Mislim, tako mi se rekel, v teh letih marsikaj vidiš, to da bi lahko že po mojem eno knjigo napisal. Kaj gogi, zakaj stran gledaš? Ja. Ampak se pravim, Najkakšen je ta zgazih. ja, se pravim, gre se do določene meje, ne, pač dokje imamo mi moč, ja, da lahko karkoli spreminjamo. Mi imamo gospoda, ki je zelo pofavljan že v vseh teh letih. Ja, mislim, da se bo on preklonil, bo tep to krvo, že koliko je tukaj gre krikati. Ampak zdaj spet lahko je nekdo telesno res mogoče asimetričen, deformiran ali karkoli, pa se na kolo vsede, pa zgleda super, pa nima problemov, ne. Lahko imam nekoga, pa je ravn kosulica, super vse, ne, pa se vsede na kolo, pa je vse krivo. Teda, tu zdaj ni nekega pravila, da bi zdaj rekli, tale pa je zdaj krivi celi, zdaj pa bo na kolesu, pa bo grozno, recimo, ne. Ker telo je tak, telo adaptira, ne. Teda, dlje časa neko stvar upravljaš, bolj se bo telo prilagodilo na to stvar, ne. Tudi jaz imam potem manj vzvodo, da neko stvar popravim, če se je že telo adaptiralo. Ne? Teda ne poskušamo pol neke lepotne popravke delati, ampak pač rešujemo probleme dejansko. Ne? Teda, če nekoga ne boli na kolesu, pa moče malo grdo zgleda, ni nujno, da se ga gre pol lepotno lih popraviti. Ne? Pač do neke mere, koliko se da. Za nekdo, ki začne voziti, pa nima kilometrine, tega se še da. Ga nastavimo tako treba, torej se telo lepo adaptira. Zdaj pa nekdo, ki vozi po 10, 15, 20 let, pa dela po 10, 15 ali pa več tisoč kilometrov na leto, ne, tam pa je že malo, tam jaz tudi zgledam zelo previdno delati spremembe, ne, ker lahko tudi moče narediš več škode, kot koristi, ne, teda ni vedno, teda to je kar taka, ne, danes umetna inteligenca pa to vse prezela. Jaz mislim, da še tu vedno faktor človeka. Ne, to ne more nek računalnik prevzeti dela. Ne se bati, da boste čist preštelani, da se ne boste mogli prilagoditi kolesu. Se tudi vedno poslušamo uporabnike, ne, njegove občutke, kaj se dogaja. Pa tudi, ko se zaključi fitting, to ne pomeni, da se ne slišimo, da je to adijo, pa da se ne vidimo. To je proces. Torej, kolo se nastavi, pa spremljamo, kaj se dogaja. Teda po potrebi, če karkoli takega, se naredi kontrola. To je čisto normalna zadeva. Jaz vam lahko povem, da dejanje, pa ne samo zato, ker sem jaz tudi drugih, sem že dobila nazaj informacije, da je vedno pripravljen, vedno nazaj odgovori, vedno pokliče nazaj, kukorkoli, vedno da nazaj informacijo, ni da bi ignoriral, zdaj je na štimu, pa je to, a ne. Tako da gre res vedno... Ja, pa tudi zdaj tekom let, recimo nekomu narediš fitting, pa zamenja, recimo, ali kolo zamenja, ali zamenja čevlje, ali zamenja sedež, ne, tako mi imamo vse mere potem tam od njega, ne. No, ko si glih pri čevljih, jaz dostikrat slišam, ne, zlih, ta cena, ne, zdaj smo, cena fittinga, moram reči, da je glede na ceno, ko damo za kolesa, ne, in tudi glede na to, da fitting boste naredili, sigurno 5 let najmanj ga ne bo treba delati, to definitivno. Mere ostanejo, ne? Mere ostanejo. Torej, razen, če se karkoli telesno spremeni. Dobro, če se pa poškodba, da kakšna pride, tako, ali pa se nekdo face telesno mislim, da ni to grozen dati, ne vem, 250 recimo evrov, ali pa tudi 300, ali pa tudi 350 v končni fazi, da se boste res na kolesu, ko ste dali za njega 5000 evrov dobro počutili. Pa tudi pol za naprej gre, tudi če novo kolo stranka kupuje, mi imamo vse mere uporabnika. Ne? Teda, če me ponavadi je to zdaj, recimo, ko delam toliko časa, mi že dnevno imam po 2, 3, 4 maile, ko pač novo kolo kupujejo in tudi pomagamo potem pri nasvetu, pri nakupu novega kolesa. Torej, ful lažje je potem najti pravilno naslednje kolo. Tudi če močeš prvega malo mimo rukne, mi še ga nekako zrihtamo, ampak naslednjega pa rečemo, tistega pa to pa mora biti tako. Če da že neki 3, 4, 5, 6 tisoč evrov za kolo, pa res nočeš mimo vsega. Ja, danes so že te cene, za 3000 evrov so že kar ne dobiš kaj, to je res. Tudi če greš, dobiš, ampak se vsi potem nas jasno trgovci prepričajo, da je pa to dobro, pa to dobro, pa to pa je 5000 evrov kolo. Recimo, plus oprema še, ne? Kar hitar, ja, ne. In zdaj pa ena druga stvar, no, pa slišam glih zaradi te cene. Jaz si bom dal sam blokeje naštelati, ne, ker to je pa ne vem, 50 evrov ali koliko, ne. Mislim, jaz z veseljem nastavim blokeje, ampak mu pač razložim stvar. Tada, ja, mi smo sedaj spremenila pozicijo ploščic. Torej, ta pozicija ploščic vpliva
na celotno kolo. Torej, če ti jaz premaknem ploščice, istočasno smo premaknili pozicijo na kolesu. Torej, višina sedeža, naprej, nazaj, dolžina kolesa. Teda ena stvar vpliva na več parametrov na kolesu. Teda ni, ker me tudi vprašajo, jaz pa ne bi celi fitting, jaz bi pa delni. Jaz pravim, ni delnega polovičnega fitting. Je fitting celotni. Fitting je ni različnih paketov fittinga. Če si boste vi spremenili samo pozicijo blokejev na čevljih, ne pomeni, da ste zdaj si rešili težav, zaradi tega, ker boste najverjetneje povzročili še večje težave. Recimo, rešiš eno težavo, pa povzročiš pa recimo. Tako, ker se boste povišali, znižali, prestavili lahko naprej, nazaj, noga bo, se pravi, čist drugačen pritisk bo prišel, se pravi, lahko na nogo, lahko boste kar spet je nastavitev ploščic v statiki, če kdo kjera stranka bliže, a pa v dinamiki. Torej, ko se pol na kolo vsedo, jaz vedno pravim, dinamika pa statika je čist nekaj drugačnega. Jaz vem, da priznam, ko sem začel delati, pač ni bilo teh aparatur, nismo imeli računalnikov, nismo imeli senzorov, ni bilo nič. Tako smo delali vse na roke. Ampak ti so bilo vse v statiki. Danes je ta tehnologija, recimo v biomehaniki telesa je ful napredovala. Ta tehnologija, vidimo neke stvari, ko jih včasih mogoče nismo videli na proste oči ali pa v statiki. Torej, pa tudi v dinamiki telo čist drugače se obnaša, recimo, ko pa statiki. Tako da vedno moramo gledati kot neko celoto. Zdaj, ena taka stvar, zakaj v bistvu sem jaz sploh hotela imeti tale podcast. Jaz se veliko vozim v skupini z ljudmi različnih starosti, od 15 ali pa še manj stari že imamo. Pa različnih formi, tako različnih form, različnih postav, različnih kolesih. Različnega znanja vožnje. Tako, in zdaj sem že marsikoga pa po tolkem času, ko res kolesaram, že na delač vidiš, da nekaj njemu ne štima, da to ni v redu, kako on sedi na kolesu. In zdaj, jasno, ponovadi, če komu kaj rečeš, so vsi užaljeni, ne? Kako človeka prepričati oziroma na en lep način povedati, da ni v redu, kako on zgleda na kolesu in da bi bilo mogoče pa fajn, da bi šel na en bike fitting. Tako si prej rekel, lahko nekdo pač čudno zgleda na kolesu, pa nima recimo problema. Ampak tudi ljudje jamrajo, ljudje povejo, boli ga hrbet. Jaz imam prijatelja, kako mi z kolesa dol stop. Potem ga ne boli dovolj. On ko mi z kolesa dol stop, on gre z kolesa, takole hod, on po 100 kilometrih skoraj malo bo rabo enega, ki ga dol snel, ampak on še vedno prav, da on ne rab. To je tako pri vseh stvarih, pač imaš takšne zagovornike, ko pač priznajo, da je to prednost, imaš pa še vedno določeno skupino, ko pač jaz pa ne rabim tega, jaz pa sem to sam naredil, to je predrago, ni učinka, zdaj mi je milimeter spremenil, to ni učinek, ni razlike, ampak včasih so milimetri ker zdaj, če mi gremo na kolo 2-3 ure, to je, zračunajte si, koliko obratov mi naredimo, ali milimeter koleno v tej poziciji, ali pa stopinjo 2 ven zamaknjeno. Tudi ploščice, ponavadi mi pridejo z uničenimi ploščicami, to sploh ne vejo, kako škodo si dela, ker spet spreminjaš pozicijo, kako ti ploščice znucaš, kako hodi z njimi. Ploščica je za par milimetrov krajša. Na koncu je to odločitev vsakega posameznika, jaz menga ne silim, pač povemo prednosti tega, ampak tako bi jaz rekel, v teh 15 letih, kaj jaz to delam, vem, kak je bilo od štarta. Ja, se jaz ne rabim tega, mene nič ne boli. Ko pa nekaj te začne boleti, pa imaš probleme, pol boš pa dal za fizioterapeuta, za zdravnike, pol pa denar več ni ovira. Ko si bi lahko že od štarta nastavil, da sploh ne pride do problemov, recimo. Danes, to je recimo od korone dalje, koliko jaz to zdaj tako malo bolj vidim, da pač ljudje kupijo novo kolo, pa si že od štarta, tako ko kupi novo kolo, si takoj naredi fitting, pa ima mir, pa je to. Ja, ker je šla tudi vsa ta, jaz vem, 10 let nazaj je bilo točno tako, kot ste rekel, tudi jaz sem bila 10 let nazaj, pa vsi klej so bili, 10 let, kaj bo ne govoril, kako sem jaz vozil, Jaz sem tudi stara šola, jaz tudi sem to se branil tega fittinga, pa se si sam nastavil, pa se sem tekmovalec, kaj bi mi bo rekli, ampak če so neke izboljšave, se dajo narediti, ali pa si vedno pravim tak, če ne probaš nekaj boljšega, pač ne veš, da obstaja nekaj boljšega. Dosti krat je to recimo pri ženskah, sedeži, recimo moška kolesa, moški sedež, pa daš ženski sedež, pa moče prej ni imela neke grozne probleme, pa daš ženski sedež na kolo, pa ono, Ja, no, jaz sem bila tako. Zakaj nisi že prej probala, Ja, ker ni vedela, Jaz sem bila tako, če ti bom pravic, sem si mislila, da zdaj, če imam pa jaz gorun rejs sedež, ki ga vsi vozijo najboljši, zdaj bom pa jaz ful boljš na kolesu se lahko vozila in ne vem kaj. In zdaj imam v bistvu, sem prišla iz ful oskega si prišla na... Eno
širino sem si že sama vmes dala Tako, lansko dve let, ker širini sem vedela, da širšega, nekaj ne? ni bilo, no zdaj imam pa v bistvu dve širini. širini, tako. Najširši sedež, kar je možen, ker še vedno pač prisegam na Berka in sem zdaj na njihovem najširšem sedežu možnem. Ja, hvala Bogu, da so zdaj že proizvajalci tako daleč Ja. dognali, da delajo različne oblike sedež, različne širine, različne paddinge. Teda tukaj jaz kot fitter imam zdaj, recimo, sem v najboljšem obdobju, ne? Ker lahko v bistvu za vsako stranko najdem nekaj idealnega. Ne? Včasih ni bilo tega, včasih je to bilo 5 sedežev, tu imaš, vozi, ne? Zdaj, če te je bolelo, a te ni pač, ne vem zdaj grdo besedo rekel, je ga, Ja, ne? te pač boline. Tako, ne, te pač boli. Danes pa res imamo teh vzvodov ogromno, ne, da rešimo stvari. A Ne. si kdaj delal s kakšnimi res tako profesionalci, kolesarji, s kakšnimi znanimi tam na sliki, sem dočila, da si mislim, obrne se. Rogliča tudi nastavljal Ja, na svoj začetku čas. njegove kariere. Oba sta tako. še zelo mlada na sliki, Je. ja, ampak Pač smo delali, mislim, ogromno ljudi se obrne, tako da jaz pravim, če bi bilo v Sloveniji 10 fiterov, bi bilo dovolj dela za vseh 10, tako da dovolj je ljudi. Ne, ja, sploh tako da- ta kolesarjenje zdaj, ki je tako Je zelo popularen v popularno, Sloveniji, tako. tako da mislim, da tukaj Pa res zelo ne lep bi šport, jaz zmanjkalo. pravim. Ne, pa dosti zdaj pažem tudi teh tekačev, trail tekačev. Ne, to je le, so neke obremenitve na kolena pri tekih. Ful dosti jih kombinira zdaj že s kolesom, ali pa en daljši trening opravi na kolesu. Ne, isto mu dela kardiovaskularni sistem. Ja, tak dela, enako kot kolesarji, ki razbremeni tudi pa smo kolena, že ne. začeli malo laufati, Se ker to bi- včasih so rekli, če si boh ne daj laufati, če voziš kolo. Pa tako ne. sem opazil, ne, včasih je bilo v Sloveniji nacionalni šport smučanje, ne, zdaj, Ja, pa, ja. zdaj pa so zelo slabe zime, zdaj pa že vsi počasi prešaltajo na kolo, ne, Pa še zime so vse je mile. cenejš dati 5 ur za kolo, kot je smučati, ker mislim, da Za 2 tedna v leto, ne, recimo. za 2 ne. tedna gre za smučati, glih 5 ur koštati, Recimo, ali pa ne. za Tako 2 da za en par. res je poraslo. Ja. Pa tudi že prej, tudi ko ni še bilo takih uspehov, je bilo kolesarjenje, bom jaz rekel, kar zelo razvito. Ampak zdaj, poleg teh naših uspehov, naših kolesarov, pa jaz mislim, da je nek prerod, neki razcvet doživelo, ne, Slovenije. Ne. In torej več kolesarov, več koles se proda, več opreme, več ljudi ima tudi probleme. Ne. Tako da sovpada vse skupaj, ne, nekje. Torej, zdaj bi pa mi dva sam še toliko mogoče na hitro povedala, ne vem, če ste spremljali. Jaz sem bila pri Dejanu na fittingu, se pravi po 6 letih na zadnje, kjer sem bila na fittingu, vmes sem se v bistvu je zelo spremenila tudi telesno, pa postarala sem se za 6 let, mislim, da pri glihu teh ženskih zrelih letih zdaj nekako. In me je Dejan kar, moram reči, da kar orang. Meni se je zdelo dosti, glede na to, da sem veliko na kolesu, mogoče se ne sliši, ampak glede na to, da si mi dal najširši sedež, tudi blokeje sva malo spremenila. Ja, to se sumira, ne, take male stvari, moče ne zgleda dosti milimeter tam, ampak na koncu se to vse sumira. No, ne, na koncu je sedež si velika mi razlika, dvignil ne. za centimeter pa pol, kar mislim, da tisti, ki kolesarite, veste, da dvigan sedež centimeter pa pol ni mala. Ne? je kar je. Ročke mi je približal za Ja, 3 v bistvu centimetre. smo vse 3 stične točke smo Vse. res spremenila. Ne, tako Če da- bi imela možnost, če ne bi imela tako drage balance, bi si verjetno malo krajšo balanco kupila, ampak bo to zdaj pa enkrat pri naslednjem kolesu. Pač vedno Moram so pa še eno kake stvar povedati, opcije. no, ne vem, če sem ti že dala to informacijo tudi nazaj, ker se je bilo to pred kratkim, Ne, da to sem je bila bilo pri tebi. 3 tedne nazaj. Ne, nekaj takega V glavnem, smo jaz glede delali. na to, da sem praktično vsak dan na trenažerju, kolesu. tudi zdaj sem glih kar prišla z kolesa. Zunaj si bila kaj že? S Ne, kolesom? zunaj še nisem bila, ker enostavno ni priložnosti, vreme nekako nam ni naklonjen. Ta vikend smo bili v Dolomitih, smo tekali, ampak imam željo ta vikend probati to še v zunaj, ampak tudi na trenažerju sem nastavila vse te pozicije in moram reči, da jaz nobenih bolečin nimam, nobenih težav. Ja, ma še počakamo zunaj. Mene v bistvu bolj tudi zanima, kaj se Mogoče zunaj tam se dogaja. Tam je- sigurno malo tam je bolj drugače realna skupi, slika, no, ne. ampak moram reči, da vseeno. Zdaj sem na ročkah, tako kot si mi povedal, v bistvu me samo vleče naprej, nisem na balanci. Ja, težišče ni na rokah, tako, Se pravi, točno tudi ne, mene prej zapestje, tukaj zapestje nič ne boli. Je pa res, da je na trenažeru je vedno slabše kot pa zunaj. Ne. Tam je v bistvu smo statično v eni točki, se zelo malo premikamo, ne, teda vsa teža je nekje točkovna. Ne. Saj zato Tako da- pa mogoče to še toliko bolj pride v Zunaj poštev, bo ne, sigurno boljše. kadar si. Ampak moram reči, da res nobenih težav, ničesar nič. Bo še boljše, koliko si pa naredila kilometrov od takrat? Cirka. 500, Ja, 1000? ne, 500, sigurno, na okej. trenažerju, Pač, 500. včasih tudi rabi neko Ja. telo, neko določen čas, da se adaptira. Pač, ne, ker smo si tudi zelo različni po telesi. Teda nekomu spremeniš
centimetre pa ne čuti, ne? Pa nima problemov z adaptacijo. Nekomu pa milimetrčke spremeniš, pa je lahko kar včasih traja. Ja, meni moram reči, da tudi se se mu pravi, telo ko se prilagodi, in ne. tale vratni del in vse te stvari, meni se je ful kar razbremenil, kar orang. Ja, se pa tudi treniraš, si spremenila prehrano, seveda, vse način skupaj, no, treninga, tako da vse ja. skupaj. Teda, že to pripomore. Ne, Zaenkrat moram reči, da kar. Zdaj pa, če imate vi kakšno vprašanje. Žiga. Nač. Zdaj smo vse povedali, ne? Mislim, smo Tle bili kar imamo, izčrpni. no recimo glih Žiga je zelo mlad kolesar, tudi eno vprašanje se mi zdajle porodil, pa to me je že tudi en drug očka sprašval. Mladi fantje, niso še zrastli, nimajo... Koliko si star? To še rasteš ali si že? Imamo pa še enega mlajšega, tudi v skupini, ki ga ni, ampak recimo se pravi, fant še ni zrastel, še Jaz odrašča. pravim, pač fitting je pri teh mlajših letih še moče bolj ključnega pomena, ko še telo raste, ko se še ful odziva na spremembe, še moče bolj važno. Ampak koliko mora pa vam pa recimo pogosto priti k Ja, tebi? to pa je druga stvar, tako to jaz vsakemu povem, torej, če fant še raste, oziroma punca, kolesar, kolesarka, tada pač morajo spremljati njegovo rast. Ne? Pač jaz za nas vsakega kličem, je toliko strank, da za nas vsakega kličemo, čuj si se kaj zredil, kakšna poškodba si zrastel, ne, tada, to jaz dam pač njemu za nalogo, torej kako ugotovite, da se je karkoli telesno spremenilo, pač, ali pa recimo rečemo na pol leta se naredi kontrola samo, ne, torej kolo mora potem rast z njim. Ne, torej, pač Koliko nekateri si imel najmlajšega recimo na Ne, smo fittingu, da že se 12-13 let recimo, ne, ja. Ok, se pravi 12, Ampak pač 13. vsakemu razložimo, kje je pač problem. In ne, recimo en da raste. 12-letnik pride čez pol leta spet k tebi lahko na fitting. Točno tako. A mu Ne, ni potem- za cel fitting, ampak se v bistvu kontrola samo a mu naredi, ne. potem tudi ceno prilagodiš temu? Ja, absolutno. Torej, prvi fitting, da dobimo vse kolesarjeve mere, pač je osnovna stvar. Ne? Torej, ko enkrat imam jaz od kolesarja podatke, če prije čez 5 let z novim kolesom ali pa če rabi kak nasvet, vmes me lahko pokliče, potem po nastavitev kolesa ali pa kontrola je potem res nekaj malega, ne, napram. No, ker to sigurno je, a ne, za Ostanejo enega te mere mladega, nekje, ne, ja, ni za identično, ne. Ja. Tudi če se za kakšna komponenta zamenja, ne moremo samo te mere copy-paste prenesti, ne moremo narediti kontrolo, ne. Torej, že samo sedež, če zamenjamo za enakega, pa ima samo drugač padding, recimo, ne, sedež je že lahko razlika, ne. Tako da pač fajn je, če se kakšna komponenta spremeni ali pa celo kolo, da se pač naredi pač ena kontrola, nič, to je pol urce dela, je to, nič kaj takega, ne. No, to je tudi ena. Povej. To ni zdaj vsakič na novo, ne. V bistvu, če delaš bike fitting, ne, ti dobiš, kolikor vem, neke v PDF-ju, neke Podatke, fajle, tako je. In recimo, če greš ti zdaj iz Ljubljane, rečeš, grem na Palmo de Mallorco, Ja, super, na no, dopust imel sem in ogromno si takih hočem primerov. rentati Kolo, Pošleš te mere ren službi, dobiš načeloma ta kolo, kolikor ga ti ga pripravijo, recimo. Zdaj ne bo čisto identično, ne, ampak No, zdaj le sam ponovim, Za ker ne vem, tista če dva se je tedna. tole vprašanje slišal, ker zdaj nimamo tamle mikrofona, se pravi, vprašanje je bil, če se lahko s temi merami gre, se pravi, grešite na potovanje, na Kanarske otoke in če lahko rentate kolo s temi merami. tako, da ne nosiš zraven svojega kolesa, da ne plačuješ, ne, zdaj nekega kufra pa to. Za tista 2 tedna te mere pač se pošlje tisti rent trgovini, ko pač ta kolesa renta in imeli smo že ogromno takih primerov in ta pol jim pripravijo kolo po tako. teh merah. Ne, tako Je pa mogoče, da so ga fajn, uporabne. da imaš s sabo vsem svoj sedež, Tako, svoja pa svoja pedala, pedala, ne, tako da to pa te ja. stvari Sedež, pa... pedala, čevlje je že priporočilo. To tako damo noter na hrbtnik ali pa Tako, v potovalko, tako. da ne zdaj celega kolesa. Cel kolo, pa Absolutno. na borša stane 800 evrov, pa... Pa se vemo, Tako, kako dela na letališčih, ne, z kufri. Sigurno je, zdaj pa če nisi odločil, jasno, to je spet druga debata, ta rentanja koles pa ne, ampak to je stvar posameznika, Recimo kot ampak tekmovalec, ja, mogoče tako. tekmovalec vzame svojega, ne? Zdaj pa amater, rekreativec, pa zdaj za tista 2 tedna, ko gremo mogoče 8-krat na kolo, pa je po mojem čist ok, če vzajemo neko sposojeno kolo. Ne? Tada, jaz tudi ne vidim problema. Si pa pomagaš pač s tem. Pa Ja, absolutno, absolutno. Te mere nama pomaga tudi pol, če kupujemo novo kolo, tako da, kak imamo enkrat mi bazo, je pol ful lažje. Ne? Teda, kak smo enkrat s sistemom noter, gre to, v bistvu me lahko pol vsakdo kontaktira, pa mu pomagam recimo pri nasvetu opreme, če ima kakšno dilemo pri izbiri kolesa, obročev, karkoli. Tako da, v bistvu smo zelo fleksibilni pa odprti glede tega. Pa še ena stvar mogoče, da bi se ljudje lahko lažje odločili, bike fitting je ali ne. To nismo niti bi lahko že na začetku vprašala. Kaj so recimo najbolj tiste pogoste bolečine, ki jih lahko čutimo, kaj je to mravljinčenje, V bistvu je to tudi vsakega, ko prije na fittinga,
Ampak tako, kot ti mu ljudje reči, povejo, no, kaj je najbolj Pač jaz vedno pogosto. vprašam, če imajo kakšne probleme, ne? Ampak včasih kdo pozabi, ali pa karkoli, pa gremo vse skupaj, ne? Torej recimo ponovadi vrat ramena, ne? Vrat ramenski del, torej preagresivna pozicija, preniska, predolgo kolo, recimo, lahko tudi povezano s službo, sedečo delo, ne? Zategene mišice, tudi jaz vedno pravim, ja, fitting je ena stvar, ampak to je en taki kamenček v mozaiku, ne? Torej moraš poskrbeti še za ostale stvari, ne? Torej stretching, Vaje za stabilizacijo. Tako, vaj za stabilizacijo, trening, prehrana, ne? To na koncu je en tak skupek stvari, ki pač Se dobro počutiš na kolesu. tako, torej kje smo zastavili, torej vrat, ramena, bolečine v ledvenem delu, dosti krat so problemi na sedežu, torej mrtvenje, drevenenje, iskanje pozicije, pomikanje po sedežu. Mrzle noge, recimo. Recimo mravljinčenje, drevenenje, teda zdaj pa ponovadi ni vedno, ko mi naredimo fitting, ni ponovadi je en skupek stvari, ko pride, ko je napačno naredi, ponovadi ni ena stvar, ne? Ponovadi je en skupek stvari, nekdo kupi, ne vem, premale čevlje, ne? Noga po daljši vožnji zateče, lahko začne recimo mrtvec stopala, lahko prej zateguje čevlje, lahko je pozicija ploščic, teda gremo skozi proces, da ugotovimo v bistvu, kje je problem, ne? Teda vedno ni en problem, ponovadi je en taki skupek problemov, ne? Teda pač vidimo, ok, zdaj smo nastavili pozicijo, če še stopala vedno mrtvijo, ajde, probamo moče z širšimi čevlji, ali pa probamo manj zategovati, ali teda probamo najti problem, ne? Pač skozi pogovor, skozi fitting. Vidim, da ti skozi lepo sediš, ne prekrižaš nog. Mene si rekel, da ne smem križati nog, tako da zdaj sem dala nazaj. Noge, če križate, je zelo slabo. To mi tudi pač vam... Pač telo si zapomni, ne? Ukregu, no, da ne smem nog križati, tako da zdaj vidiš. Telo si zapomni, ne? Tudi sedeče delo za računalnikom vsak dan, ne? To ni naravna pozicija, ne? Telo se prilagodi. Ne? Če delamo en te isti gib vsak dan, če se v avtu vozimo, ne? Če to ponavljamo, pač telo prilagodi, mišice se prilagodijo. To pomeni, da več nismo simetrični, lahko pride do asimetrije, rotacij, to se na koncu vse vidi na kolesu. Ne? Ja. Lahko pride do problemov, lahko pa ne. Prej ugotovimo te stvari, prej lahko neke stvari rešimo. Ne? Dlje časa trajajo neke stvari, pač manj je z vodo, da rešimo. Ne? Ampak spet je to v kombinaciji fitting, kakšen zdravnik, fizioterapeut, ne, vaje, ne, ni za samo ena stvar, ne, teda, nijamo mi fiteri čarobne palčke, pa nekdo pride, zdaj pa bomo mahnili, zdaj pa kaj greš od mene, pa te več ne bo nič bolelo, ne. To je proces, ne. Še tole vmes pa res zadnje vprašanje. Je prišel, da je doh teb s takim kolesom, ne vem, stok prevelikim, recimo, da mu enostavno si rekel, jaz to ne morem. Pač v teh letih, koliko delam, lahko preštejem na prste, mogoče vseh prstov, nog pa rok, koliko ljudi sem zavrnil, da smo rekli že od štarta, ne, to kolo pa ne gre nastaviti, prodaj kolo, kupi novega. Torej, že moraš res konkretno mimo vzeti kolo, da se ga ne zda. Torej, je ogromno vzvodov, da se ga da kolo podaljšati, pokrajšati. Tako da, rečemo, manj kot 20 ljudi sem v življenju zavrnil, da sem rekel, gledaj, pač smo zrihtali, ampak sem rekel, gledaj, pač naslednjo kolo vzemi tak pa ta je zdaj koliko toliko je urejen, ni zdaj nujno, da ga prodaš, ampak taki, ko smo pa zavrnili, pa je bilo manj kot 20, ne. To pomeni, da je res kupil ali toliko prevelik kolo, ali toliko premalo, ali pa toliko neprimerno na njegove telesne karakteristike, poškodbe, probleme. Ok. Še kdo kakšno vprašanje? Kakšne so pa najbolj pogoste napake pri nakupu koles, ko bom rekel povprečnih vizov? Najbolj pogoste napake pri nakupu kolesa, evo. Ja, ponovadi tako... Včasih je, da 70% ljudi je kupilo prevelike kolesa, recimo, ne? Pač kot prvo vem, da kolesa ljudje kupujejo prvo vizualno, ne? Da kolo mora biti všeč mu, ne? Teda, sploh ne gleda, če je aerokolo ali karkoli, ne, samo kolo mora biti všeč, ne? Zdaj pa danes je te geometrije ogromno, ne? Imamo aerokolesa, imamo klasična cesta, imamo endurance, ne? Včasih tega ni bilo, ne? Teda, ponovadi kupujejo ljudje z očmi kolesa, ne pa, da se moče malo poglobijo v stvar, torej, kje bo vozil, koliko bo vozil, torej, kaj sploh hoče od kolesa, kaj hoče sploh od vožnje dobiti, ne, tu treba se vprašati sam sebe prvo, kaj sploh želimo od kolesa, ne, pol pa gremo v nakup, ne, jaz mislim, da so že ti današnji trgovci so že toliko izobraženi, da
da je včasih je bilo tako, so pogledali samo, koliko ste pa veliki, ne? In pol so ti predlagali kolo. Danes jaz mislim, da so že v večini kolesarskih trgovin toliko izobraženi, mislim, morajo biti izobraženi, če želijo kvalitetno svetovati, če želijo obdržati stranko in morajo tudi kvalitetno svetovati. To tudi jaz mislim, da v teh specializiranih kolesarskih trgovinah, ne tam, kjer prodajajo vso športno opremo, ampak če govorimo prav o specializiranih kolesarskih trgovinah, jaz moram reči, da skoraj z vsemi smo kaj sodelovali, ali pa saj se poznamo, ali pa kar lahko povem, da znajo, ne, ko pridete po novo kolo, vam sigurno ne bojo toliko narobe povedali, da bi si kupili kar prevelik kolo. To definitivno ne. Mogoče bo balanca preširoka, to je zelo pogosto, zaradi tega, ker so to serijska kolesa, ne, in zdaj probati vprašati prodajalca, če je možno, da vam za to ceno zamenjajo ali pa za manjše doplačilo zamenjajo ožjo balanco. To je večina balance preširokih. To je zdaj že ful dobro, ker so te večina trgovin je zdaj že ful fleksibilni, ker vejo, da morajo ustreči, jaz vedno pravim, kupec je kralj, da njemu moraš ustreči kakorkoli. Teda večina trgovin je že toliko fleksibilnih, da tudi včasih ga pustijo z kolesom k meni, mi tam določimo, kaj rabi, recimo sploh te integrirana krmila danes, nimamo kaj dosti manevrskega prostora za spreminjanje, ne? Pa tako krmilo te pride od 500 do 1000 evrov, ne, če ga hočeš zamenjati, ne? Teda ogromno imam že trgovin, ko jih ga spustijo in pol na podlagi mojega dela mu zamenjajo tudi komponente, ki so pač v ceni, ne da more pol dodatno dokupiti še krmilo za 1000 evrov. Teda opažam, da gre ta trend, da je že kar, mislim, pohvalno, jaz rekel. Ja, jaz tudi moram reči, da so kar dosti dobre izkušnje. Sam pač treba je reči, da ne. To je čista volja prodalca, jaz pravim, gled, kje je volja, je vedno pot, ne. Tako, vedno se da rešiti stvar, ne, v prid stranki. Pa sedaš še ena taka stvar, ki je pa skoraj, če hočete reči, ti sedaš, ko vam paše, tizga boste skoraj težko dobili že na kolesu. Večina trgovin že ima te merilce, širine medenice, pa to, da v osnovi že lahko naprej mogoče že pripravijo, tako recimo. Jaz vedno pravim, da se, če se želi, ne, vse se da. Dobar, pol je to. Jaz upam, da bo Dejan prišel na kakšno rundo letos k nam, rekel, da si bo malo več časa zase vzel. Da smo se selili na novo lokacijo, smo zdaj čisto na novo šli. Je čisto ob avtocesti pa parking je, tako da je sigurno bliže, tako da sem ful vesel, da smo se preselili, pač jaz vedno pravim tako, če nočeš ostati na istem mestu, pač moraš napredovati, šli smo na večjo lokacijo, dva smo, imamo neko novo opremo, pride še novejša oprema, tako da probamo biti najboljši v tem, kaj delamo, tako da vedno pravim, dela eno stvar, pa bodi najboljši v tej stvari, torej izobražuj se, idi z časom, z opremo, tako da jaz mislim, da je to zelo važno, torej da vedno ponudiš stranki najboljšo storitev. Tako da tisti, ki niste z Maribora ali pa tam blizu, lahko si vzamete tudi to za izlet. Dejan ima na zelo dobri lokaciji postavljen tale studio, kjer lahko tudi v bistvu skočite na Pohorje z gorskimi kolesi, tudi za cesto so tam lepe lokacije. Dejan vam bo že povedal, kam se lahko zapeljate. Jaz imam to prakso, recimo v prejšnjem letu sem dosti krat smo opravili fitting, pa smo stranka je prišla iz Hrvaške ali pa ne vem, malo dlje, smo naredili fitting in sem ga odpeljal na vožnjo, ali smo šli na cestno kolo, ali smo šli na gorsko kolo, teda jaz mislim, da sem jih lani pa predlani več kot 100 kolesarov tak po fittingu še odpeljal na vožnjo, teda smo združili prijetno s koristnim še zraven. Mene ni odpeljal na vožnjo, ampak me je gonil v tak klanc. To je bil v bistvu trening, tako da skoraj smo plezali po vseh 4, gor pa tudi dol. Vse to sodi, v bistvu Hoja Fribe je zelo podobna kolesarjenju. Tako da je zelo podoben trening. Malo vse treba. Kako stane cena, če ima človek 2-3 bicikle? Tako, torej, zdaj pač nekje v poprečju traja vse skupaj 2 urci, ampak to je spet čisto odvisno od človeka, teda to je čisto individualno, teda lahko včasih prej naredimo, lahko kasneje, to je spet od koliko se stvari telesno zakomplicira, ne? Včasih moraš več stvari sprobati, da nekoga dobiš v pravilni položaj, teda to je zelo varira, teda od ure pa pol sem že naredil fitting, pa tudi do 4 ur smo že imeli, teda je čisto odvisno, ne? Teda zaenkrat 2 uri je nekje tisto poprečje, tako.
Pač trenutno, zdaj, ko smo se na novo lokacijo preselili, je cena fittinga 250 €. Se meni zdi čisto taka lepa cena, imajo marsikdo ima vse skupaj še dražje, tako da jaz sem rešil frekvenco, pa da delamo, pa da pomagamo ljudem, kot pa da zdaj jih naredimo manj, pa več zaslužimo. Ne? Tako da jaz mislim, pač te cene pa referenca je tudi, glas se širi potem dosti bolj. Ne? Je pa tudi res, da tudi slab glas se bolj hitreje širi. Če slabo delaš, se bolj tudi hitreje širi. Tako da prehiter pa tudi ni dobro za delati. Če ima nekdo več koles, ne, pač vsako naslednjo kolo je zaenkrat imamo 70 €. Tudi če čez 5 let prideš z novim kolesom, je potem po nastavitev novega kolesa 70 €. Ne? Kaj pa če nekdo pride zdaj te pa ima 3 kolesa? Ja, tako porej, osnovni je 250, pa vsako naslednjo kolo je... Se pravi, vsakega mu nastaviš še 70 €, da mu ga postaviš, se pravi, vsega. Torej, ne nastavimo, ne moramo ga copy-paste mere narediti na koleso, ampak ga nastavimo na iste kote. To je zdaj razlika. Ne? Nekdo si misli, se jaz sam 3 kolesa doma, bom naredil na en fitting, pa bom pol samo mere prenesel. Ne? Ni to isto. Ko imamo na drugem kolesu, je drugačna geometrija. Imamo drug sedež, mogoče imamo drugo pedala, da ne govorimo o gorskem kolesu. Ne? Torej, gorska nastavitev kolesa, cestna, kronometer, triatlon, to se vse razlikuje. Ne? Teda, v bistvu se prenesejo, koti se prenesejo. Torej, da delajo nekje na kolesu, recimo, če imamo cestnega pa gorskega, tako imam jaz. Torej, če grem iz enega kolesa na drug kolo, da delajo nekje podobne mišice, ne? Da nas zdaj gledamo čist kontra mišic. Ne? Torej, da je približno nekje enako nastavljeno. Ne? To je to. Eno vprašanje. To pomeni, če pride nekdo from delati bike fitting, pa ugotovite, da je fajfa predolga, prekratka. Tako. Zdaj, a vi to imate na zalogi? Tako, Mora on iti na servis to rihtati? Tako, se to se pravi, če se ugotovi, da je nek del, naprimer, se pravi, fajfa na kolesu prekratka, predolga, ali je to možen pri Dejanu kar že zamenjati, imaš ti kaj takega na zalogi? Tako, v bistvu imamo tam zdaj ta integrirana krmila trenutno nijamo, ne? Ampak na podlagi teh meritev mu lahko povem, kaj potrebuje. Za ta klasična kolesa pa imamo te vse dolžine nosilcev krmila, različne ploščice za različne tipe pedal, različne sedeže, teda sedežev bomo imeli 6-7 firm različnih, teda najdemo prav sedež za vsakega, krmila različna, širine, oblike krmil, tako da v bistvu probamo na licu mesta porihtati stvar. Ne? Zraven, trenutno, ko smo se selili na to novo lokacijo, imamo še zraven dodatno storitev, torej vložke po meri, torej vložek, ki se naredi točno po meri stopala. Vložke za čevlje, ne za hlače. Full custom vložek za čevlje. Recimo fiteri druge v Evropi, že tale vložek je že nekje skoraj osnova. Ne? Torej, redko kdo ima levo pa desno stopalo enako, ne? Teda je čisto unikatni. Recimo ti vložki vas pridejo 130 €, po meri tisti, ki jih opravi fitting v sklopu, torej vzame vložke v sklopu fittinga, so vložki recimo 100 €. Ampak to so vložki narejeni iz karbonskih vlaken, torej se segrejejo, se oblikujejo po stopalu, teda to tudi je rok trajanja več kot 5 let recimo. Ne? Teda probamo pač reševati vse probleme. A pa te vložke lahko uporabiš pol v večjih čevljih ali... Tako, se da izmenjevati, ampak to je v bistvu samo za kolesarske čevlje. Ja, za kolesarske čevlje. Ni za tek, ni za smučanje. Ne. Tudi kolesarski pa tekaški vložki so različni. Čisto različni. To je dejstvo. Pač probamo rešiti celotni problem. Teda, itak, tudi naša celotna drža, telo, vse izvira iz stopal. Teda, to so nekje naši temelji. Teda, vedno tu gradimo. Ne? Ja, to sem že gledala, to mislim, da bo kar en naslednji nivo fittinga. Diadora je delal čevlja za Indurajna. In Indurajni bomo malo takole, na koncu smo se to zakrili. Prosim? Na koncu mu je prste vse takole zakrili. Očitno mu je pač kolesarje šlo. Kolesarjenje je edin šport, recimo, ker dela proti placu, se dviguje skozi gor. Tako pa bolj je pritisk nekje na sprednjem delu stopala. To sem mogel za nekaj posebej čevlje. Aha, ok. No, to pa nisem vedel. Zanimivo. Gospod je povedal, da so za Indurajna delali posebej čevlje. Zdaj gledam čevlje, ne? Že toliko časa nazaj. To razkeram tako ložek. Zdaj gre vse v neko individualizacijo, kustomizacijo. To je zdaj cilj. Ne? Pač, tako kot vse v bistvu v kolesarjenju. Eno je fitting, drugo je tako, je tudi prehrana v končni fazi gre.
na posameznika, treningi so na posameznika. Tudi ljudje imajo različna stopala, recimo imamo ogromno tam ljudi, ko imajo zelo široka stopala. Teda te konvencionalne znamke čevljev težko dobiš pravilni čevlj. Teda obstajajo že firme, obstajajo čevlji, ko jih lahko tudi poširimo, prilagodimo na stopalo, ne? Ker to je tudi ogromno problemov je stopali, recimo mrtvenje, drevenenje stopal, teda v bistvu se osredotočimo na vse te stične točke, ne? Pronacije, različne stopal, ne? Poškodbe, tega je ogromno. Ne? Ogromno. Ponovno se nekako vrti čevelj, ne? Tako. In oni so nekako podložiti čevelj, tako da je nekako bolj ravno šel. Tako, če si imaš Specialized, ima pa prav podložen čevelj, da ima varu zložek, torej da ga ven vleče. To oni imajo patentirano, recimo to. Tam mislim, da so izbere si vložek, ne? Kakšen je pa vaš vložek? Nudi torej, da je dobro prijem pa to. tako podporo, torej v bistvu se po nogi naredi, torej individualno se recimo... Podpre tak je treba. Ja, tako, Vložek se naredi posebej če leva, desna kakšna noga. kost izraste ali pa karkoli, ne, to se v bistvu prilagodi. Ker zdaj dosti krat pri obremenitvi, ne, recimo pustimo zdaj tek, pri teku pač noga drugače gre, pri kolesu ali pa smučanju pa je statična obremenitev, ne, ampak tam pa je, ko je statična obremenitev, pa lahko stopalo dosti bolj zvrača, torej ali navzven, torej pronira ali pa supinira. Torej mi hočemo dobiti čim bolj stabilno stopalo, torej da je čim manj, ker zdaj kak stopalo zvrne, vplivamo tudi na kolena. Ne? V bistvu stopali, z gležnji ima redko kdo probleme, ampak vsi problemi se bolj prenašajo ali na kolena ali pa na kolke. Ne? Redko kdo ima za stopali probleme. Ne? Teda, tu je pač neka podpora. Zdaj recimo, ja, dobre, za rekreativcem, amaterom, pač jaz pač to preverimo pa pogledamo, komu sploh priporočamo. To ni za tudi za vsakega. Ne? Recimo tekmovalci pa želijo imeti večji izkoristek, tekmovalce pa čim vsak bolj dan po stabilno 4 do 6 stopalo. ur, a ne, na Glih, kolesu. zdaj smo imeli, pred novim letom je prišel recimo Jacques Eržen, Bahrain Merida, smo mu te vložke naredili, teda vedno več teh tekmovalcev se odloča, pač iščejo te malenkosti, tako sem prej rekel. Oni so cel dan, ne. Tako sem prej rekel, to je kot nek mozaik je, ne, teda ni zaradi fittinga, recimo zaradi fittinga ne bo doben zmago, ne, pa zaradi prehrane ne bo doben zmago, če pa ti združiš prehrano, trening, regeneracijo, masaže, če to združiš, ne, v eno celoto, tu je potem, ne, torej vsak išče, ne, da popolni tale eno zgodbo celo, ne, to je, mislim, da je to. Tako glih prej sem rekel, torej cena je 130 €, torej to so, če pa pride, če pride v kompletu z fittingom, smo pač naredili eno akcijsko ceno, je pol 350, je pol celotna cena fittinga. Jaz sem biološke prvični in take za noter daje, meni se zdi Specialized minus to dodajali. Tudi smo Ja, imeli, ja, ampak to tako. so tudi Specialized. Videl sem tisto, ne, ampak sem rekel, kaj pa je. Sam tisti niso bili vložki narejeni čisto po stopalu, ampak so imeli ene 3 variante. Tako, za zdaj 3 stopala. Specialized ima te 3 variante, Ja. ko so že pripravljeni, pa delajo tudi te custom, oni delajo, ne? Ampak mi delamo z eno firmo Sidas, ko je francoska firma, ko je res specializirana samo za vložke. Recimo lansko leto je... To delaš tudi za pancerja, ne? Za smučke. Tale fant, ko zraven to delajo za pancere, širijo vložke za pancere, za tekače, za kolesarje. Torej specializirali smo se, pač ne gremo kot trgovina, ampak gremo bolj reševati celotne probleme, torej telesa. Gremo bolj kustomizacijo, varianta, ne, zdaj klasična trgovina, mislim, lahko se tudi čevlji kupijo, širše imamo tudi te čevlje, ampak bolj nam je cilj reševati probleme, ne. To nam je nekak prioriteta, ne. Torej pač poskrbeti celotno za kolesara, tekača, smučare, recimo, ne. Tako, evo, noč se Dejan bo še klele vstal, tako da se lahko še z njim malo pogovorite.